Zdravo, čau. Jaz sem Pedro, ste prišli na obisk? Izvolite naprej. Mama, ljubiteljica fitnesa, bivša osebna trenerka, bomo rekli tako, in trenutno gradim svoj brand. Vztrajnost, odkritost in ki te lahko kdaj tudi tepe, pa dajmo reči prijaznost, ko hočem biti. Mogoče to, da sem si želela nekaj več postaviti oziroma pač ne biti samo zaposlena 8 ur v neki službi, ki mi ni všeč. Ko sem rodila, definitivno. Ko sem rodila, zato ker se je vse obrnilo na glavo, vse moje ideje, vse je splavalo po vodi, vse za nekaj časa, dokler je bil pač otrok mičken. Ja, definitivno takrat. Mogla sem vse rekonstruirati, mogla sem se navaditi na to, da pač sem zdaj mama, da je treba vse na novo zgraditi, da je nov vsak dan, na novo se prilagajati nečemu več in to je to, zdaj je boljše. Nikoli se ne držim plana po novem, nikoli, ker ko sem se ga držala, sem ugotovila, da mi ne gre več in da ne morem več in da ne morem si 2 ure zvečer, preden grem spat, pripravljati za jesti, ker je treba ta-malo dati spat. Tako da ne, sploh se ne držim več plana odkrito. Delam pač s srcem, delam z guštom, z veseljem grem trenirati in zaradi tega pač treniram naprej. Preden sem rodila ali zdaj? Ne, ker prej je bilo vse poštelano, zdaj več ni, ne. Zdaj pač tisto, kar pade pod roke, s tem, da imam navade, da karkoli pade pod roke, da je bolj zdravo, kot pač bi bilo običajno. Ampak to je navada, ki sem jo ustvarila skozi leta, pač treningov in držanja prehrane. Recimo zjutraj za zajtrk si naredim kakšen toast z piščančjimi prstmi, potem za malico je kakšna proteinska čokoladica, potem ne jem, dokler ne prijem domov, tako da dajmo reči že popoldanska malica, ko si ga ni. Je pa potem kakšna zelenjava s piščancem, kaj takega. Zvečer pa sladoled. Odkrito. Si želeti več, si upati več, izkoristiti vsak moment, ali za zabavo, ali za delo, ali za odnose, ki jih gradiš, za svoje bližnje. Po moje to, vsak trenutek probati izkoristiti na maksimum. Mešanica vsega, definitivno, ne moreš se za eno odločiti, zato ker mislim, da vsaka vloga ti nekaj posebnega da v lifeu. Na začetku se nisem, ker mi je imel grd negativen prizvok, ta naziv, zato ker influencerka se mi je zdela kot ženska, ki v bistvu sili svoje mnenje, ampak zdaj v bistvu sem nekako spremenila mnenje o tem influencerstvu, v smislu, da ni samo prodaja, ni samo siljenje mnenj, ampak mogoče v bistvu lahko tudi kaj pomagaš ljudem okoli. Tako da, če sem zaradi tega influencerka, pač ja, ne bom. Mama mia, bom kar rekla 10 let. Ja, tudi več, tudi 12, ja, kar več. V bistvu od tega, da sem
ekstremno dosti telovadila in ekstremno dosti pazila s prehrano, je prišlo do tega, da sem se začela prenajedati, zato ker valjda telo je pač rabilo več, je hotelo ogljikove hidrate, je hotelo tudi sladoled. In ja, definitivno sem se slabo počutila v svoji koži, pa mogoče niti nisem izgledala slabo, ampak pač v glavi je bilo to. Potem pa pač, zdaj, ko sem rodila in tako je bilo itak še hujše, ampak zdaj sem nekako prišla na to zeleno vejo in tudi če je celulit tam, naj bo, tako da ja, to. Jaz imam mogoče nekako celo mnenje, da gre vsaka punca čez to v mladih letih, če ne drugo zaradi pritiskov okolice, zaradi medijev okoli. Ene grejo več, ene grejo manj in nažalost tiste, ki grejo več, hitro tudi padejo v nek ta začaran krog, iz katerega se ne vidijo ven. Jaz ne bom rekla, da sem spet toliko padla, ampak definitivno sem padla noter več kot mogoče katera moja prijateljica. Je bilo pa takrat, ko sem v bistvu padla noter še malček težje vse to skupaj hendlati, ker se ni o tem toliko govorilo, zdaj se več govori. Tako da, če kakšna mlada to gleda in je v tem obdobju, sledi tistim, ki govorijo o tem, ker ti bo dejansko lažje. Tisti, ki so mogoče bile v tem in so šle čez to. Sebi. Da samo vztrajaj na svoji poti in tudi, če ti govorijo, da ne boš zmogla in da ne bo šlo, da bo šlo. Ker bo. Da grem domov? Ne, res, brez heca. Okej, jaz zdaj se ne silim, ker mi je pač lepo. Ampak če bi nekomu nekaj svetovala, ki ima cilj, torej če se ti, ne vem, se lotiš nekaj trenirati zaradi tega, ker imaš svoj cilj shujšati, potem je ves čas ta cilj pred faco. Ves čas razmišljaj o njemu, ves čas o njemu, kako se boš potem počutila, zakaj si sploh tu in ta cilj naj te vodi naprej in zato delaj naprej. Ja, itak, ampak dej, če si za lajkaj, da vidimo, koliko bo tega in subscribe pa kaj komentiraj spodaj, tako za support džungli. Čau!